Dragi poslušalci, drage poslušalke, ljudje in ljudine, dobrodošli na današnjem podcastu Umetnost lenarjenja, kjer se mi je pridružil Aljoša Harlamov. Aljoša sem vprašal, kako naj ga predstavim in je rekel, najprej naj rečem bralec, čeprav je tudi doktor znanosti, kar mogoče meni to veliko pomeni, ker sem človek, ki je obkrožen z nazivi. No, Aljoša ni človek nazivov, je človek veliko zelo zanimivih misli, predvsem o zgodbah, knjigah in žanru, kaj je to žanr. Najbrž si nekaj predstavljate pod to besedo, ampak zagotovo vam ne bom jaz probal tega zdefinirati. To vprašanje sem to tudi Aljoši in je super povedal. Aljoša je tudi urednik, pisatelj, avtor lanskega kriminalnega romana Dohtar in povodni mož in je tudi podcaster, z dvema prijateljima vodi podcast Obod. Zakaj sem povabil Aljošo? Zato, ker se mi zdi, da je v tem času, ko morda marsikoga realnost še najbolj od vsega stresira, vem, da se jaz veliko krat rajši izognem novicam, čeprav se mi zdi odgovorno in pametno imeti nek globalno perspektivo na svet, pa vendar je pobeg v fikcijo marsikomu od nas tisto, kar nam ob koncu dneva, ob vseh službah, stresih, davkih, plačah in raznih kreditih, vojnah po svetu najbolj prija in pomaga. Fikcija naj bo to žanr fantazije, znanstvene fantastike, grozljivke, romance, komedije. Kaj to je žanr, kako se prepleta, kako se to piše, kako se to bere, o filmih, o knjigah, o procesu tega in kje ima zraven mesto umetna inteligenca, o glavnem vsem tem sva se z Aljošo pogovarjala in upam, da boste našli morda odgovore na nekatera vprašanja, o katerih sploh niste razmišljali. Tako da, najlepša hvala, ker spremljate podcast, se vidimo spet prihodnji teden, zdaj pa ne prihodnji teden, nimam toliko časa, vidimo se prihodnji mesec, ostajamo pri eni epizodi mesečno na prvo soboto v mesecu, zdaj pa preden se spet kaj zagovorim, vas spustim v pogovor in tukaj je z mano Aljoša. Kako si, Aljoša? V redu sem, hvala. Dej povej mi nekaj, kaj me zanima. Kateri podcast je danes to v tvojem dnevu? Tretja epizoda je to danes, ja. Tretja epizoda. Naredili smo danes 2 epizodi z Obodom. To je pač moj podcast in načeloma ni problem, ker tam govorim o vsebinah, ne o sebi, tukaj bo pa zdaj debata zelo drugačna. Ja, o tebi. Sklepaš, da te bom spraševal in o tvojem delu. Ne vem, lahko me tudi sprašuješ, kaj sem gledal včeraj. To te bom zagotovo vprašal, ker me zanima. Ja, zagotovo sem te povabil, zato ker si zanimiv človek, ker se ukvarjaš s stvarmi, ki me zanimajo in mislim, da zanima veliko ljudi. Predvsem pa se mi zdi, ne vem, jaz sem tako začel ta podcast, veš, bolj iz medicinske, strogo medicinske, psihološke sfere, ampak te stvari so tako povezane, ne? Tudi z neko vsebino, z branjem, z filmi, ne vem, z neko človeško izkušnjo. No. Jaz samo upam, da imaš energijo še za en podcast. Ta je bolj tak energetičen. Ne. Jaz imam ogromno energije, tako da to sploh ni problem. Veš, kaj me zanima? Povej malo, kaj delaš, malo o svoji izobrazbi, da narediva neko tako predstavitev, en pitch za tiste, ki trpijo, tako kot jaz, za motnje pozornosti in vedno podcast poslušajo 3-4 minute in se odločijo, če to za njih. Povej malo o tem. Kaj delam? Trenutno pišem. Trenutno sem pisatelj, to si rečem prvič po več kot 15 letih. Predtem sem si dolgo govoril, da sem samo urednik in da nisem pisatelj in sem predvsem urejal, drugače pa jaz mislim, da v vseh svojih profilih vedno napisano, da sem bralec. To je moja prva definicijska oznaka, ki jo imam v sebi in ogromno berem, zadnja leta ogromno gledam filmov, ogromno gledam serij, tudi zaradi seveda podcasta Obod, delam podcast, za vse ostalo pa že skoraj da zmanjka časa, ker če bi vam povedal svoj urnik, bi zelo hitro ugotovil, da zelo malo drugega lahko stlačim v to noter. Bralec, a si lahko sploh pisatelj, ne da bi bil bralec? Zdaj bom zelo krut, in bom rekel, da jaz sem spoznal kot urednik ogromno nekih slovenskih pisateljev in moram reči, da nekateri med njimi bi jim prav pasalo, če bi malo več prebrali. Več brali kot pisali, recimo.
Nekje sem zasledil, da ne vem, kje sem prebral, da je v Sloveniji skoraj več piscev kot bralcev. Ja. Nekdo je to že napisal. Ja. Je to ena taka čudna misel. Zelo čudna misel. Oziroma, mislim, da je bilo da je v Sloveniji več zahtevnih oziroma dobrih piscev kot dobrih bralcev. Nekaj na ta način. Nekaj v tem smislu. Po moje bo to kakšna izjava kolega Blatnika. Ja, možno je. On je znan po takih izjavah. Veš, kaj je tukaj problem? Jaz v resnici nisem povsem prepričan, odkot to izvira. Jaz bi rekel, če bi ti zdaj mene vprašal, pa ne bi imel nobene zgodovinske perspektive, bi rekel, seveda, živimo v času, kjer ljudje raje govorijo, kot poslušajo. Absolutno, to se vidi na Facebookih, Twitterih, posod, kamor greš, vsi imamo podcaste, vsi raje govorimo, kot poslušamo, ampak pri nas je tako že kar nekaj časa. Pri nas je knjiga dolgo bila nek statusni simbol in še danes marsikje se mi zdi, želi imeti knjigo, je to ena izmed njegovih želj. Je to tista... Želi napisati, misliš? Ja, je to tista, a veš, včasih rečejo, posadi drevo, naredi otroka, napiši knjigo. Stvari. Ja, tri stvari. Tako. Zdaj mnogi se mogoče ustavijo pri knjigi, jaz ne vem. Jaz sem se pri drevesu, moram še posaditi. No, jaz pa nimam otrok, no, to je od 3 stvari, drevo sem pa skupaj sva vse naredila. Že. Ja, drevo sem pa kakšno celo posado. Ampak ja, pri nas je to neka folklora, da ljudje želijo še vedno napisati knjigo, ampak po drugi strani, če gledam recimo Združene države Amerike, tam je vsaka znan obraz ima knjigo. Ne? Ki je ne napiše on. Ja, doskrat sicer na pletnicah je napisan seveda on, ampak so zadaj ti ghostwriteri, pisatelji duhovi, ali kako bova temu rekla. Pri nas pa dosti krat, jaz sem tudi ogromno rokopisov recimo dobival, kjer se je res videl, da je ta človek to napisal, čeprav niti približno ne zna pisati. Ne dolgo tega sem recimo na Facebooku opazil v neki skupini, ki sledim ljubiteljev branja, da je neka gospa napisala, da ona pa si od malega želi postati pisateljica in prvo vprašanje je, kako postaneš pisatelj, drugo vprašanje pa je bilo, a ima kdo kakšno zgodbo, ki bi ona lahko napisala. Ker se mi zdelo zelo nenavadno, kako si želiš pisati knjigo, nimaš pa nobene zgodbe. To je res čudno vprašanje. Ja, tudi meni se Ti si bil dolgo vrsto let glavni urednik Cankarjeve založbe. A bi rekel, da je pol v bistvu pri nas dosti preprosto izdati knjigo? Mislim, ker to, ko si rekel, statusni simbol, se je vendar recimo v Ameriki, kakor jaz vem, velja, če te kupi založba, si praktično že uspel. Da je, ne vem, Brandon Sanderson, moj ljubi fantazijski avtor, je napisal 11 romanov, preden je prvega prodal. Tako da imaš te zgodbe, tudi Stephen King in ostali veliki avtori, ampak kako je pa pri nas s temi izdajanji knjig? Ja, dobro, zdaj, če boš imel perspektivo samo avtorja, bo marsikdo rekel, da je zelo težko priti do knjige, še posebej, če nisi v Ljubljani in ne hodiš na iste prireditve z ljudmi, se ne dobrikaš urednikom in tako naprej. Ampak jaz mislim, da ni res. Jaz mislim, da je pri nas relativno lahko priti do knjige. Ne nazadnje, jaz mislim, da to dokazuje, če bi ti pogledal recimo, kdaj so ljudje v 80-ih, 70-ih prihajali do prvencev. Bil gotovo, da so bili to že resni odrasli ljudje, ki so imeli za sabo številne objave v revijah in tako naprej. Danes pa se mi zdi, da včasih recimo zadnja leta se celo meni zgodi, ki se imam za nekoga, ki spremljam vse literarne revije, zelo dobro poznam sceno, da včasih nekdo izda knjigo, za katerega sem prvič v življenju slišal. Aha. In mi je zelo nenavadno, ker še 10 let nazaj bi ti jaz rekel, da ni človeka, ki bi v Sloveniji izdal knjigo, za katerega jaz ne bi vedel, kdo je, če jo je napisal. Tako da jaz mislim, da ni tako težko priti do knjige pri nas, zdaj pa, a je to dobra stvar, pa nisem povsem prepričan. No? Je pa težko priti do položaja urednika za nedoločen čas, pa vendar si se odločil ti, da boš to zapustil. Pa me zanima malo, zakaj. Glej, zdaj, vzrokov je ogromno. Ogromno je tudi negativnih vzrokov, ker pač v službi marsikaj ni bilo tudi prav, ampak jaz sem nekako, odkar sem šel tam, sem se odločil, da ne želim govoriti o tem, da se mi tudi ne zdi fair. Jaz sem človek, ki skuša biti fair. Zelo imam rad Cankarjevo založbo, še vedno tudi večino ljudi, če me vprašajo, kje bi izdali knjigo, priporočam še vedno Cankarjevo založbo, zato res ne bi se v to preveč poglabljal. Je bila pa eden vzrokov, ki je bil pa zelo močan pri meni, je, da sem pa nekako pri 40-ih, se vemo, to so te okrogle letnice, človek se zazrema vase. Jaz imam še ta alibi, da za moj 40. rojstni dan je bil vesoljni potop v Sloveniji. In sem si res to vzel kot nek signal vesolja, da pa mogoče se bliža nek konec. In jaz sem si celo življenje želel biti pisatelj, celo življenje sem želel ta občutek, da ne vem, greš na avtobus,
in tam zagledaš nekoga, kako je padel v tvojo knjigo in poželjivo bere. Želel sem si to doživeti. Želel sem si v resnici doživeti to, kar je meni knjiga dala, ko sem bil otrok, kako sem jaz padel v knjige. In zdaj sem 43, bom letos, nimam otrok, nimam kredita, nimam avtomobila, nekih velikih stroškov v življenju. Nisem ravno posebej materialističen človek, moram reči, ne želim si, imam ful dober televizor, super za filme, imam gramofon, super za muziko. Ne želim si toliko nekih stvari in sem rekel, da zakaj pa ne bi zdaj res dal to vse na stran in poskušal živeti od pisanja. Zdaj to v Sloveniji ne bo razkošno življenje z avtomobili, kokainom in ne vem čem, ampak jaz vseeno mislim, da lahko živim tako, da imam neko dostojno, v redu življenje, ker posebej seveda iz razloga, zato ker rad pišem žanr, ker želim si trenutno pisati žanr. No, dej, bomo malo žanr, to sem te v bistvu zelo želel spraviti na to tirnico. Kaj je v bistvu definicija žanra? Veš, kako je, če te bo kdo kdaj vprašal, je žanr vedno nekaj, kar ima neka striktna pravila in kar ima nek namen. Jaz bi prej rekel, da je to neka stvar, ki ima namen. Recimo, grozljivka te želi prestrašiti, srhljivka ti želi vzbujati srh, kriminalka te želi zabavati z zapletom in te voditi do zločinca. Romanca želi v tebi zbuditi neka prijetna čustva, neko zaljubljenost velike, pravzaprav, da ti uživaš ob zaljubljenosti. Tako da jaz bi rekel, da je definitivno žanr nekaj, kar ima nek ožji namen, hkrati pa je to nekaj, kar je namenjeno recimo temu kratkočasenju. Zdaj pa oba veva, da ni vedno tako, da ni čisto, da ta definicija je zelo omalovažujoča do žanra. Jaz bi rekel samo to, da pri žanru je predvsem važno, da ti izpolniš neka pričakovanja bralcev, neka osnovna pričakovanja, ki se pa z leti lahko tudi zelo, zelo spreminjajo. Pa s specifičnimi žanri, ne? Zdaj nek bralci fantazijske knjige bojo verjetno ful veseli, zelo veseli, če bo to špeh. Jaz se spomnim, ko mi je prijatelj prvič predlagal pred leti, še pred serijo, da bi bral Igro prestolov. Sem kupil prvi del in sem rekel, sem pogledal, kako je to debelo. Ko sem šel do drugo knjigo, sem bil že vesel, da so to debele, ker so mi bile tako fantastične, da sem hotel svet v potankost spoznati. Recimo, kdo, ki bere kriminalko, bo pa najbrž, če bo kriminalka tako debela, si bo rekel pisma, a je res treba. Tako da ta pravila se mi pa zdi, tak občutek imam jaz, da kar se bralcev tiče, so pa to ena zelo zvesta skupina, ko te enkrat sprejmejo. Bralci fantazija, če jih ti pritegneš, če jih ne podcenjuješ, pa kriminalke, če jih ne podcenjuješ, če napišeš dobro, to so ljudje, ki bodo tvoj svet živeli, dihali z njim in spremljali in komi čakali nadaljevanje. Ja. To so definitivno, zato ker ti pri žanru že, tako sem rekel, bralec že neke vrste pričakuje nekaj, kar bo dobil od tega žanra, in če to dobi tudi včasih na presenetljiv način, včasih si, ker bo kdo rekel, da žanr je samo izpolniš neka pravila, pa je to. Absolutno oba veva, da to ni res. Najboljši žanr tisti, ki krši pravila, ki jih obrača na glavo, ki preseneča bralca. In če bo to bralec doživel, da bo znotraj nekega okvira tega, kar on pričakuje, dobil še nekaj nepričakovanega. Jaz mislim, da je to nekaj izjemnega. Ja, posebej pa bralci fantazije so pa toliko bolj zvesti, zaradi tega, ker tudi ogromno ti investiraš v fantazijo. Ti si moraš zapomniti cel svet, ti živiš v celem nekem novem svetu. In če imaš ti površnega bralca, ki bo samo bral temu rečemo zgodbo, se pravi plot, samo razplet, on je šel nek meč je zgrabo, zdaj dobo nek meč, zdaj mora premagati tega, ne vem kaj, bo to dolgočasno. Ti se moraš res investirati v ta svet, uživati ob različnih jezikih, rasah, čudežnih bitjih, kako magija funkcionira in to te mora zanimati. Ne? In zdaj, kako si to opisal, ni nekako, bom rekel, presenečenje, da mladim zelo to paše in da radi to berejo. Jaz sem najdel eno tvojo kolumno, sem šel nazaj gledati še enkrat, ker sem jo prebral pred nekaj časa. Z naslovom Podnebne spremembe v slovenskem založništvu. Tam si napisal, med mladimi do 24. leta, po enih podatkih, je v Sloveniji jih kar 76% bere v angleščini. A je to zato, ker se ne najdejo v naši literaturi?
Ja, do neke mere, jaz mislim, da absolutno tudi, mislim, z roko je ogromno, ampak ja, do neke mere seveda je tudi to problem, da tudi nekateri priljubljeni žanri k nam pridejo s precej zamude. Ne? Vemo, da seveda za dober prvot je treba investirati tudi ogromno nekega časa in današnji potrošnik, ker tukaj pač govorimo tudi o potrošnikih, ne bojo čakali. Če ti lahko dobiš z Amazona ali pa z ne vem česa knjigo, ne vem, čez 3 dni, Za 6 evrov. za 6 evrov še cenejšo, kot je seveda v prevodu, potem seveda ne boš čakal. Tukaj, kar se vedno bolj sprašujejo in jaz upam, da vedno bolj razmišljamo o tem, da je tukaj ta problem, da jaz nimam težav s tem, da ljudje berejo v angleščini, tudi jaz ogromno stvari berem v angleščini in tudi ne pričakujem nekaterih žanrov. Veva oba, da recimo grozljivi žanr v slovenščini še nekako vstopa, šele zadnjo leto, 2, šele dobivamo resne neke primere tega žanra in tukaj jaz ne pričakujem, da bo zdaj založbe to na veliko prevajale, zato ker vem, da je občinstvo za to zaenkrat, če recimo vsaj definitivno majhno. Jaz to berem v angleščini, to ni problem. Problem je seveda, da večina teh knjig, ki jih mladi berejo in za katere se starši danes hvalijo, moj ta-mal je pa prebral tako debelo knjigo v angleščini, je ta angleščina zelo preprosta. In raziskave, ki zdaj ugotavljajo, dvojezičnost je vedno bila je bil pravzaprav privilegij. Super je bilo, da si ti znal 2 ali pa več jezikov. Ne? Zdaj pa ugotavljajo, da ta jezik angleški je tako siromašen, da pravzaprav ti prvič pozabljaš slovenski, ker ne bereš več v slovenščini, po drugi strani pa tudi angleščine nisi razvil do te mere. Young adult. Tako. Se pravi. Mislim, ti ne moreš. Jaz vem, da je marsikom, in je dosežek, da nek mlad prebere v nekem tujem jeziku neko debelo bukvo, ampak vseeno moramo mi vedeti, da je treba preveriti, kakšen jezik je to. Ne? Da to ni, da če nekdo bere samo toliko, da razume, kaj se dogaja, ne razume pa odtenkov, opisa in vsega tega, kar ti literatura da, to ni enako vredno branje. No? Kako pa potem se ti zdi nekako scena zdaj, rekel si, grozljivke vstopajo zagotovo, ne, tudi kriminalke so vstopali že s Tadejem Golobom letos, oziroma lani zdaj že si ti izdal super kriminalko in jaz, ko berem take zadeve, nekako, tudi jaz rad berem žanr tudi v angleščini, ampak če imam pa na voljo nekaj, kar je kvalitetno, zdaj tukaj je to, ne, ta vprašanje kvalitete, zakaj še vedno obstaja toliko ene. Zdaj imam že 2 vprašanja. Prvo je to, kakšna je zdaj situacija v Sloveniji in kam trendi grejo. In druga je, kaj je fora z vsemi temi, ki še vedno tako zmajujejo z glavo, sploh kakšni literati, te bolj elitisti nad žanrom, zakaj se tako zgražamo, če otrok bere recimo Tadeja Goloba namesto prišlekov ali pa samorastnikov? Ja, 2 vprašanji si rekel. Ja, se sta med sabo do neke mere prepleteni. Jaz mislim, da trenutno na srečo opažamo širitev polja, kar pomeni, da zdaj zadnja leta lahko govorijo o slovenski kriminalki kot nekem posebnem fenomenu, ki ima tako bralce kot ne nazadnje gledalce. Ne smemo pozabiti, da je RTV posnel 2 seriji po 2 knjižnih serijah. Ne? To se mi zdi super je, da je slovenska kriminalka prišla do te mere, si pa jaz ves čas sem si želel, da se razširimo tudi na druge žanre. Ne? Zdaj Julija Lukovnjak je napisala recimo fantazijsko sago, ki je zelo priljubljena pri mladih bralcih in zdaj zelo fino bi bilo, da gremo na druge žanre. Kot sem rekel, lani recimo ste šle 2 zelo dobri grozljivki, Aljoše Hancmana, Tomaža Kotnika, naslednje leto, oziroma to je letos, dobimo znanstveno-fantastični roman Igorja Harba, mojega kolega. Skratka, vidimo, da se širi to polje in to jaz mislim, da je dobrodošlo, ker jaz sem vedno verjel in če bi šel brati neke moje prastare tekste, ko sem še bil študent slovenistike, jaz sem vedno verjel, da neko slovensko literarno polje lahko živi samo, če ima vse razvito. Preprosto se je to, jaz mislim, da tudi pokazalo ne nazadnje s tem, da je priljubljenost Tadeja Goloba ljudi spomnila na to, da v slovenščini nastaja tudi dobra in zanimiva literatura in je marsikdo posegel tudi po tem, kar si ti rekel, po nekih etabliranih avtorjih, ki ne piše žanra, ampak piše neke družbene romane, ali kako bomo to imenovali, tako imate to v knjižnici. Ne? Zdaj pa, zakaj še vedno nekateri vihajo nos nad tem, je pa, jaz mislim, da zelo, zelo preprosto.
ta trenutek se je ta prepad, vendar jaz mislim, da še s tem, ko žanr vstopa na neko polje, se spet povečuje malo ta prepad med tem, da je neka stvar priljubljena in med tem, da je neka stvar dobra. Ne? In zdaj, v preteklosti so si etablirani avtorji vse lahko rekli, ne? Dobro, vse ljudje berejo to smetje, mi pa pišemo dobro, ne? Mi pa pišemo za elito, za une... Še dobro, da imam manj prodanih. Ne? Tako, ne? Ja, tako. Mislim, mene razume samo 200 ljudi. Več v Sloveniji ne zmore teh intelektualnih kapacitet. Ne? Ampak jaz ta trenutek, pa, ko je že Tadej Golob vstopil na to polje, ki je na prvi, malo bomo temu rekli, že ki je bil etabliran avtor, ne predtem dobo že Kresnika. Ja, in je napisal kriminalko, je bil pa mogoče, so prvič začutili mogoče, da pa tudi kakovost je lahko pri žanru, ne? Ker vseeno jaz bom podaril, jaz sem pred 20 leti recimo prebral, je že zelo veliko fantazijskih knjig pri nas izhajalo, ker je takrat Harry Potter to zelo med mladimi priljubil in mladi so zelo radi pisali fantazijo, pa seveda Lord of the Rings filmi so bili takrat zunaj in tako naprej, ampak to je bilo amatersko, ne? Ti moraš vedeti, da to so bile res, to ni zgodbe včasih imelo. To je bila zgodba včasih taka, da ne vem, so prišli do nekega hriba in je tam nekdo rekel, tu pa živi najstrašnejši zmaj v tej naši deželi. In potem so šli do drugega, kjer je nekdo rekel, tu pa živi najstrašnejši. In vsakič bilo nekaj najbolj strašno, zato ker nekdo niti sveta si ni zmislil do konca, preden je začel pisati. In zdaj pa jaz mislim, da mogoče kakšne etablirane avtore malo skrbi ta ideja, da pa se da tudi žanr dobro napisati. Ne? Ker v žanru je ogromno pofla. Posebej, seveda, če gremo na nek globalni trg, ne, tam so seveda brane, med najbolj branimi tudi stvari, ki so slab žanr, ki niso dober žanr. Jaz ne bom zdaj omenjal avtorja, ampak enega tujih avtorjev, ki je zelo priljubljen pri nas. Recimo, jaz sem prvo knjigo prebral in nisem mogel verjeti, da je to lahko nek avtor, ki je priljubljen, ker morilca ugotoviš takoj prvič, ko se pojavi, zato ker je tako slabo plasiran v knjigo, pa ker je 5 ljudi, ki so osumljeni, da res ne more biti slabš kot vsaka epizoda Criminal Minds, ki sem jaz rad gledal, ki je taka čist proceduralna serija. Ampak ne vem, ljudje pač radi berejo nekaj za kratek čas in potem včasih se mi zdi tudi bralci do žanra sami obnašajo tako, da jim je čisto vseeno. Dokler je umor, pa da je nek detektiv. Da te mal prime, da je mal zanimiv. Bojo brali. In se meni vseeno zdi, da pa zdaj pa nekako prihajamo v obdobje, ko se bo tudi znotraj tega začelo delati razlike. In jaz upam, da prvič, da bomo kakovosten žanr, tisto, kar bomo spodbujali, da ne bomo več zadovoljni za vsako kriminalko, ki jo slovenski avtor napiše, pa samo da je naša. Po drugi strani pa raznovrstnost. Jaz bi rad, da imamo, tako kot sem rekel, tudi znotraj kriminalke, ne, da nimamo samo detektivk, pa kozi detektiv, da imamo tudi srhljivke, tudi politične trilerje, marsikaj. In rad bi seveda znanstveno fantastiko, rad bi grozljivko, rad bi vse to, romance, seveda, dajmo čim več pisati, tako, ker jaz vseeno mislim, da kljub temu, da bojo etablirani avtori vihali nos, jaz mislim, da to pomaga tudi njim. Če bomo mi slovenske bralce navadili na to, da je slovenska knjiga lahko zanimiva in da lahko od malega berejo fantazijo za mlade in tako naprej, pridejo na kriminalke, berejo znanstveno fantastiko, potem bojo seveda prišli tudi na, bomo temu rekli, družbene romane. Ker jaz vseeno mislim, jaz absolutno podpiram to, da je treba brati tudi družbene romane v tem smislu, ker so nekateri kompleksnejši od žanra, ker uhajajo vsem tem pravilom, ker te znajo presenetiti in tako naprej. Ne? Ampak ne smemo pa tega žanru jemati. Jaz mislim, da žanr ni samo kratkočasni in da ti te stvari že žanr lahko da. Zdaj pa seveda, mislim, je pa malo bralcev, ki začnejo z Dostojevskim pri 5 letih, ko se naučijo brati. Ne? Ti rabiš iti skozi neke faze, jaz mislim, da. In žanrski romani, žanrska dela ti lahko tudi pomagajo k temu. Nekateri bralci sicer nikoli ne pridejo na družbene romane, ampak nekateri pa preko tega. Jaz sem živ primer tega. Ne? Jaz sem do večino osnovne srednje šole bral žanr, potem pa šele na faksu sem prebral večino tega, kar bi moral že v gimnaziji, pa nisem, ker se mi ni dalo. In tudi tam sem ugotovil, da meni je Hamlet izjemen. V končni fazi Hamlet je kriminalka. Da mi je izjemen Kafkov proces. Kafkov proces je skrivnostnica, kot to prevajamo pri Obodu. In tako naprej. Ugotavljaš tudi, da imajo veliki romani, Dostojevski, Zločin, kazen, spet kriminalka, da imajo veliki romani tudi veliko žanrskih lastnosti. Ne?
Je pa kar žalostna ta izjava, ki si rekel, da moramo naučiti mlade ljudi, da je lahko tudi slovenska knjiga zanimiva. Ne? Ker v resnici tukaj je en tak izziv, ne? Ker se mi zdi, da po eni strani v izobraževalnem procesu v šolah je naloga šole, da ti predstavi nek bom rekel, kanon, nek razvoj slovenske literature, kdo so bili prvi, kdo so bili seveda, da bereš tudi Prešerna konec koncev. Ampak po drugi strani pa jaz sem imel isto ta občutek, da če želim akcijo, umor, science fiction, fantazijo, orke, boje, zaplete, razplete, moram brati angleško, če želim pa, kako smo živeli na kmetijah, bili smo revni, ata strok, mama revna, bom pa bral slovenske knjige. Če bom hotel brati o težkih temah, splav, nasilje družinsko, bom bral slovenske knjige. Če se bom hotel odklopiti nek drug svet angleško. In to je treba, se mi zdi, porušiti. Pa ne vem, a ti misliš, da je tukaj naloga šole ali bi, ker vem, da sem poslušal že en podcast s tabo enkrat, ko si malo rekel, si malo kritično pristopil do tega pouka književnosti pri nas. Ja, kolegi slovenisti me morajo imeti zelo radi, ki delajo na šolah. Jaz poudarjam, da jaz nisem praktik, jaz ko sem imel prakso in sem delal na eni gimnaziji, tisto sem takrat prvič videl, da to ni zame. Jaz sem do takrat mislil, da bom profesor. In potem sem gotovo, da meni grejo na živce mulci, ki se jim ne da brati, ki jih niti za 5 minut ne zanima, kaj jaz tam nekaj izvajam. Pa meni je še kar šlo zato, ker sem bil anomalije, ker sem fant, ker večinoma so slovenisti, so slovenistke. Jaz sem imel tudi, mislim, da smo bili v naši generaciji 2 ali pa 3 moški. Tako da neko pozornost sem celo imel, pa vseeno se mi je to zdelo grozno, ampak jaz mislim, da bi šola, predvsem osnovna šola bi mogla vzgajati v bralce, ljudi v bralce in jim ponuditi to, kar jih bo zanimalo, kar je njihove starosti primerno, predvsem pa ne utrujati za tem, France Prešeren se je rodil tam pa tam, takrat. To seveda, jaz mislim, da to gimnazija mora svojiti, predvsem zaradi tega, ker gre tukaj preprosto za predalčkanje. Če ti veš, da je bil Prešeren približno rojen, veš, da je to romantika, veš, kaj lahko pričakuješ, spet pa pri tem, kaj lahko pričakujemo od literature. Ne? To se mi zdi super in jaz znam marsikaj umestiti, recimo, če me nekdo vpraša, samo potem, da vem, kdaj približno je knjiga šla ali pa v katero obdobje spada avtor, bom vedel približno nekaj povedati o tej knjigi, čeprav je mogoče niti prebral. Nisem, ampak jaz mislim, da bi osnovna šola morala najprej vzgajati bralce. Jaz verjamem, da bi potem gimnazija ti morala dati neko to osnovo, ampak jaz sem zelo radikalen in verjamem, da bi si mi morali zgled pri eni in edini zadevi bi si morali zgled jemati pri Združenih državah Amerike in to je, da bi naš visokošolski sistem naredili tako, da bi ti vsaj prvi, drugi letnik imel še neke splošne predmete. Jaz mislim, da bi morali absolutno posod imeli še slovenščino, že iz tega razloga, da ti, recimo kot zdravnik, da imate tam nekega zaposlenega slovenista na medicinski fakulteti, ki bo prevajal slovenščino, recimo termine, neke sodobne, in bo se lahko neprestano posvetoval zdravniki, hkrati boste pa vi osvajali, ker slovenska znanost je trenutno vsa v angleščini in to je velik problem. Predvsem pa jaz mislim, da bi še marsikateremu študiju zelo, zelo pomagalo, da bi razvijal še naprej empatičnost, kompleksnost mišljenja, kritično mišljenje, kar so vse ne nazadnje neke te lastnosti, ki jih razvijamo z branjem. Kajti, kako mi študiramo? Jaz mislim, da jaz sem imel na slovenistiki mogoče 4 profesorje, kjer sem jaz šel na predavanje, mi je bilo zanimivo in so me naučili nekaj na predavanjih. Vse ostalo sem jaz bral članke, bral sem knjige, na večino predavanj niti hodil nisem, ker jaz sem šel vedno na prvo predavanje, videl, če mi je prvič profesorica dolgočasen, drugič, če predava po skripti oziroma po svoji knjigi in če oboje bilo sem pač nehal hoditi in študiral sam. Ker ne nazadnje ti želiš, da ljudje študirajo sami. Ampak ti nekih teh osnov nekega učenja, niti kako se učiti, pa to ne boš razvil, če ne boš dobro bral. In jaz mislim, da bi zaradi tega mi morali podaljšati naš učni proces in osnovna šola bi te vzgajala v bralca, da bi ti rad bral in veselo bral. Šele v gimnaziji si pa ti zrel za neke reči. Jaz mislim, da ti v osnovni šoli nisi zrel za to, da boš razumel, krst pri Savici ali kaj, jaz vem kaj. Jaz mislim, da je to absolutno prezgodaj. No.
Ja, to je škoda, potem, ker na faksu se vsi razpršimo naokrog in malo tudi pozabiš na jezik. Meni je zdaj zanimivo, še sem zdaj, odkar delam na televiziji, imam lektorico, s katero greva čez pred vsako oddajo in šele zdaj recimo vem, da se reče klinični center, ne center, ne, da take stvari, ki jih vsak dan uporabljaš, v bistvu pa niti ne pomisliš, pa marsikdo bo zavihal nos pa rekel, kva se bom zdaj s tem jebil, jaz sem doktor, ne, nam zdaj tle neki, kaj center, se vejo, kaj mislim. Ja, ampak gre za neko mislim, dediščino kulturno našega jezika in kako ti napišeš izvid. Ja. Da pač... Lej, jaz sem Štajerc, jaz te čisto dobro razumem. Ne slišiš se ti drugače. Pol življenja vadil, mislim tudi na faksu so me zelo profesor Hotimir Tivadar, če zdaj le gleda, bo vedel, kako me je matro za voda. Da je voda, jaz sem voda, mi rečemo voda. Skratka, ja, morajo obstajati neki standardi, jaz mislim, da in vseeno moraš neki, predvsem pa je tisto, kar jaz mislim, da to, kar se navežem na prejšnjo debato o angleških knjigah, ti moraš zelo dobro obvladati najprej svoj jezik, tisti, v katerem razmišljaš, sanjaš, se pogovarjaš z svojimi ljubimi, o katerem razmišljaš o samem sebi. Če ti nimaš izdelanega, dobrega jezikovnega aparata, potem se ti bo res dogajalo to, da ti bo nek politik rekel, jezen si, ti si jezen, čeprav si ti v resnici žalosten, razočaran, ne vem, depresiven, melanholičen, nostalgičen, marsikaj od tega, ampak na koncu te lahko zelo hitro prepričajo, da si ti jezen, ker občutiš ker samega sebe, svojih lastnih čustev ne razumeš, če imaš ti nek jezikovni aparat, ki nima odtenkov, recimo. Ne? In dobro je, da najprej znaš nek svoj jezik. Ja, potem pa super, da znaš še kakšen jezik, mislim, živimo v globalnem svetu. Jaz tudi mislim, da je skrajni čas, da se nehamo pretvarjati, da angleščina ni naš nek drugi univerzalni jezik. Ja, kamorkoli greš, jo uporabljaš. In tako, kot sem rekel, jaz nimam nič proti temu, tudi jaz ogromno res preberem v angleščini. No? Veš kaj, mislim, da sem sablal v srednji šoli, pa v osnovni šoli sem tekmoval, po celem svetu smo hodili. In veš, da sem dobil čisto eno drugo spoštovanje in veselje do slovenščine, ker ko greš ti po svetu, se ti zdi, kot da imaš neko super moč, kot da imaš en skrivni jezik. Nas je vseeno malo. Ne? In ko greš ti naokrog in greš mi smo bili, ne vem, od Azerbajdžana, Irske, Nemčija, Francija, vse te tekmovali, svetovna, evropska, in tam sediš na klopi ali pa v restauraciji, itak se vsi v angleščini pogovarjamo, pa začne nemška ekipa, malo nemška. In ko se ti začneš v slovenščini pogovarjati, kot da bi imel nek vilinski jezik, pa zraven enega sediš, pa lahko jaz tebi govorim, kaj ta zraven mene čuden zgleda, le kakšen mozol ima na nosu, on pa se mi smeji, hello. A veš, nek tak občutek sem imel, kot da imamo neko kodo. In se mi je zdelo, veš, da prav fajn. No? Ja, en stand-up komik je enkrat zelo dobro povedal, da po celem svetu obstaja ta predsodek, da so Američani neumni ljudje. Ampak poanta je samo to, da mi njihove neumne ljudi vsi razumemo. Pri nas pa ti naših neumnih ljudi ne razumejo drugi. Ne? Jaz mislim, da to je del nečesa takega. In ja, mislim, jaz tudi nisem tukaj. Jaz sem sicer slovenist in definitivno sem ogromno investiral v slovensko književnost, slovensko kulturo, ampak nisem jaz zdaj nek nor nacionalist ali pa ne vem kaj. Ne. Jaz seveda govorimo več jezikov in verjamem v multikulturnost sveta in vse to, ampak po drugi strani je pa ravno to, ja, mislim, rodil sem se v ta jezik in pač jaz želim ta jezik uporabljati, želim, da je v tem jeziku na voljo moj telefon, moji pretočniki, da imajo podnapise in vse to. In se mi zdi to zelo legitimna reč. No. Omenil si drugače komik, ki sem te zdaj se spomnil na eno stvar. Se mi zdi, da to, kar bereš, velikrat postane tudi malo tvoj notranji glas, vsaj za nekaj časa. In zato se mi zdi, da to ljudi tudi rado knjige za samo pomoč, pa psihološke knjige, ker ti ga ponavadi to piše nekdo, ki je neke stvari naštudiral ali pa misli, da jih je, ali pa v vsakem primeru je nek optimizem zadaj in ta jezik malo prevzameš. To je meni tudi zelo pomagalo, ko sem imel težave s spanjem, ko sem imel te tesnobe, da sem bral vse od Tony Robbinsa do teh nekih coachov, ki ti vse z neko energijo podajo stvari, to postane tvoj jezik. In po drugi strani žanr, vsi uživamo v kriminalkah, grozljivkah, razčeterja na trupla in to, po drugi strani pa smo v svetu, ko zdaj vojne, grožnje, svašta se dogaja. Jaz vem, da tudi imam kdaj rad kakšen družben roman, bi mi bilo zelo težko recimo brati neko knjigo iskreno o Palestini, o nekih teh hudih genocidih z modernega časa. Kje ima zdaj to v žanru mesto recimo komedija? Ne? Knjiga, ki je komedija, se mi zdi pa, da tega vseeno manj kot filmov. In en od mojih želj je, da bi nekoč napisal
komedijo. Okay. Čeprav trenutno pišem grozljivke, to, kar si omenil, z Matjažem bova tudi letos izdala pri Mladinski knjigi Jeseni, zbirko zgodb z očetom. Pa vse te, kar si ti omenjal, bom dal to v opis za tiste, ki želite brati. Ampak preden se na tvojo knjigo predstavim, me še zanima to. Žanr komedije obstaja v Sloveniji ali obstaja v svetu? Zelo sporadično, ampak zdaj tako sama komedija, ne, vedno je to vezano na neko drugo reč, ne, nikoli ni samo komedija. Ne. To mogoče niti nima smisla, da je joke, ne, šala. Ja, malo čudno bi to zvenelo. Ne nazadnje, jaz mislim, da je ena najbolj komičnih, najbolj smešnih knjig je Douglasov Adams, njegov Štoparski vodnik, ki je znanstvena fantastika in komedija. Terry Pratchett ima fantazijo in komedijo, ampak imamo nekaj takih primerov. Jaz zadnjih let recimo se zelo spomnim, se pravi ni Tadej Golob, ampak je Borut Golob, Smreka, Bukev, Lipa Križ, nekaj takega, ki se odlično dela norca iz tega nekega slovenske neke kulture, tega, da se pri nas ljudje delijo na ljudi, ki uporabljajo štilerco in na ljudi, ki uporabljajo huskvarno. Skratka, neka taka zelo duhovita, humorna stvar. Je pa res, da pri nas, se veš, večinoma govorimo v slovenščini, vsaj literatura, da se slovenska literatura ni ravno najbolj, da nima glih smisla za humor, da slovenski pisatelji, slovenski ustvarjalci nima ravno smisla za humor. Kar jaz mislim, da ni čisto res, je pa res, da je mogoče naš humor mal drugačen. Jaz sicer obožujem britanski stil humorja, ampak recimo obožujem tudi nemški stil humorja, ker bo marsikdo rekel, če berete knjige, da to pa ni smešno. Meni je pa grozno, res gromovito smešno. Tako da obstaja, jaz mislim, da razne te verzije humorja, ampak ja, samo nekih, da bi pa res, da bi ti kupil knjigo ali pa si sposodil knjigo, da bi bila komedija, to pa res mislim, ampak to je neka predpostavka spet, se mi zdi, da pisci nimajo, mogoče spet iz tega, ker smo vajeni tako resnih knjig v slovenskem jeziku, ker ne gre za to, da ti se usedeš in bom pisal samo šale, ne? Ampak recimo jaz sem v vseh knjigah, ki jih pišem, me spremlja humor avtomatično, ker je to del mene. In ljudje so mi pisali, sploh za prvo knjigo, da so se na glas smejali med branjem in to se mi zdi neka stvar, ki se jaz nisem načrtno trudil za njo, ampak pride iz mojega načina pisanja in razmišljanja in isto pri tvoji knjigi. Doktor in povodni mož, tvoj krimič, ki si ga lani izdal, to ni komedija, ampak jaz sem se vmes tudi smejal. Dejansko zelo vesel in upam, da res. Ne, prav na glas se smejal iz poljubnih stavkov, ker ti lahko tudi stvari zapakiraš na nek tak zanimiv način in ta stavek, ki sem ti ga tudi napisal, enkrat imam še zdaj v glavi, ko bi lahko napisal, ta človek je izgledal presenečeno ali pa izbuljil je oči. Ti si pa napisal, izgledal je, kot da bi se dušil s hostjo. Meni je to naredil tako sliko v glavi, da sem se točno predstavljal, kako bi on izgledal, ko se je dušil in mi je bilo blazno smešno. In tisto poglavje ni komedija sama po sebi, ampak ta nek utrinek nekega inteligentnega humorja je zadaj. Nasploh me je pa ta tvoja knjiga navdušila in bi te zdaj par stvari vprašal. Tudi iz vidika tega, da sem jaz velik oboževalec Prešerna in njegove poezije. Ti si se torej nekoč odločil, da bi pisal kriminalko. In ko sta se mi pogovarjala, si mi rekel, da boš pisal kriminalko v letih 1800, ampak nisi mi povedal, da bo protagonist dr. France Prešeren. Pa me zanima, kako priješ na tako idejo? Čisto iskreno, zelo, zelo spontano. Sama ideja za zgodbo, oziroma najprej za zgodbo je nastala iz nekega sproščenega pogovora z mojim mlajšim bratom, ker smo se pogovarjala o največjih zarotah slovenske književnosti. Ne bom šel dalje, da ne bom preveč razkril, ampak ena izmed njih je bila, da je Cankar ni padal po stopnicah. Takrat se je namreč to zelo veliko govorilo, češ, da ne bi ga nekdo potisnil po stopnicah, kar seveda ni res. Ampak pogovarjali so se nekaj in jaz sem prišel na idejo mojega romana oziroma na idejo razpleta svojega romana in potem sem za nazaj zgradil to stvar. Je pa dosti vzrokov, zakaj ravno Prešeren. Zdaj, če jih poskušam to racionalizirati, dobro, seveda, tako kot sem rekel, ideja je pač iz nekod pač padla in to je to. Ampak ja, Prešeren je predvsem v slovenščini tisti lik, kjer še danes imamo podobo umetnika
takšnega, kot je bil France Prešeren. Še danes si marsikdo predstavlja, da umetnik je nekdo, ki veliko pije, ki je rad zguba, zelo neki krši neke moralne. En tak bogi dečko. Tako, hkrati pa reven in tako naprej, ki malo trpi, nesrečno je zaljubljen, neprestano in potem piše in mu neke muze govorijo in on piše. Skratka, želel sem se s tem malo poigrati, ker se mi to zdi zelo smešna in po drugi strani tudi malo škodljiva predstava, kdo umetnik v resnici je. Druga stvar pa je, da je France Prešeren živel v zelo zanimivem času, ki si ga marsikdo ne predstavlja danes. Čas, ko se je res rojevala ideja nacije, ko so se nenadoma ljudje začeli ne več identificirati s tem, jaz sem pa Kranjec, jaz sem Štajerec, jaz sem ne vem, z pokrajine, s katere si, Kronovine, s katere si, ampak so nenadoma rekli, gledaj, midva govoriva isto, midva sva isti narod. In to so nekako z Nemčije prišlo tudi k nam in se je rojevala ta ideja neke nacionalne države, ker predtem mi bi lahko danes živeli v 3, 4 ali pa še vedno, ne vem, v neki avstro-ogrski obliki, ampak živimo v nacionalnih državah. In meni se je zdelo zanimivo pogledati ta trenutek, ko nastaja nacija in to slovenska nacija, ki seveda absolutno ne izhaja iz Karantanije in tako naprej. Če tudi se mi je zdelo zelo zabavno, ker Prešeren ravno v tem času piše Krst pri Savici, ki govori tudi o Slovanih in tako naprej. Tako da nekako so se vse te stvari poklopile, hkrati pa sem si rekel, da je France Prešeren izjemno primeren za neke vrste parodijo. Zdaj nekaterim je opozarjajo, da to ni parodija, ampak je predelava. Jaz mislim, da vseeno do neke mere je parodija. Zato, ker naj bi vsi vedeli, kdo Prešeren je in vsaj malo nekaj o njegovem življenju. Jaz sem sicer s prvimi bralci potem ugotovil, da ni vedno čisto tako. Prvi bralci so me opozorili, da se ne spomnijo niti Krsta pri Savici, o čem se je šel prav in se moral kakšne te stvari dati v knjigo. Ampak jaz mislim, da sem se zelo potrudil, da je to čim manj moralistično, čim manj nek infodump, da je to zelo strnjeno, da še nekatere stvari povem. Ampak sem pa vseeno malo računal na to, da ljudje poznajo njegovo zgodbo z Julijo in to ljubezen, da ga imajo za pijanca in da ne vem kaj. In sem se malo poigral z vsemi temi. In France Prešeren mi je bil ravno zaradi tega tako zanimiv lik, ker res mislim, da vsi nekaj malega mislimo, da vemo o njem. Čeprav je dosti stvari zmotnih, ogromno sem si pa seveda zmislil. Zagotovo se mi zdi, da imaš elemente v knjigi, ki so malo pa nakazujejo parodijo. Mi je v glavi, mi je to, ko mu nekdo reče, te bojo enkrat postavili spomenik v Ljubljani. To se mi zdi tako fajn, pa on to tako, se vsem, ne bom te niti resno jemal, ampak ti kot zdaj, ko greš pa mimo Prešerca, točno veš, da se je to zgodilo, ampak v bistvu gre pa za eno zelo tako dobro kriminalko. Ko sem bral, sem na nekih točkah postal kar mal živčen, ker sem si pisal pismo, to bi se jaz tudi lahko spomnil, da kaj tazga napišem, skoraj se ti vidi, da se celo življenje ukvarjaš z žanrom in ne vem, koliko si rekel, da prebereš knjig na leto. Zdaj, lani je bil verjetno rekord, ker sem bil malo tako, ampak je pomešan s stripi. Lani sem imel na Goodreadsu 300 vnosov. 300, pa še toliko filmov si rekel, ne? Približno nekje 350 filmov. Enkrat si mi to omenil. Tako serij pa ne vem koliko, to pa ne štejem. Enkrat si mi omenil, da si v letu pogledal 350 filmov. In pa sem jaz tako pomislil, če bi obstajali 3 Davidi Zupančiči, ne bog ne dej sicer, ampak recimo, da bi obstajali 3 Davidi Zupančiči, bi do danes, do 34 leta starosti skupaj pogledali manj filmov, kot si jih ti lani. In sem si mislil, si mi pa razlagal, da to kdaj ti tudi malo multitaskaš, pa da niso vsi dobri filmi, ampak če je to del tvojega dela in poklica, absolutno je nekaj, kar ti samo malo zavidam. Ampak kar se tiče pa te kriminalke, ne vem, jaz sem se s kriminalkami tudi sam že igral, veliko sem jih bral, koliko je tukaj enih zapiskov, priprav, obdelav, sploh zate, ker si vzel vseeno veliko zgodovinskih dejstev, ki so morali nekako veljati, oziroma si hotel, da veljajo Ljubljana v tem času, ne vem, politične ureditve, imena. Kako je ta proces, koliko časa si sploh pisal, pa koliko časa si raziskoval? To je en ogromen proces, pri čemer ti ne znam čisto dobro povedati. Zgodba je nastala namreč pred 10 leti in jaz sem pred 10 leti že opravil veliko tega peš
dela, bom temu rekel. Ne? Se pravi, ogromno sem prebral, ogromno podatkov sem si izpisal, naredil sem si že ok značaje vse teh ljudi, ki jih bom uporabil noter. In takrat sem po mojem res prebral, prebral sem gotovo vse romane o Prešernu, ki so takrat nastali, večino njegovih monografij, se pravi biografijo Prešernu, potem sem prebral seveda o vsakem liku posebej, prebral sem Čopovo biografijo, eni dve, po mojem, vsaj eno Smoletovo, ker mislim, da tudi obstaja, ostalo pa članke in kakšne take stvari. Ja, zdajle, tako težko bom rekel, koliko časa mi je to vzelo pred 10 leti, ampak recimo tudi zdaj, ker sem mogel obnoviti, jaz sem se tudi prebil skozi svoje zapiske, ker imam en cel zvezek, ki imam teh zapiskov, mi je vzelo tam od novembra, ko sem napisal prvih nekaj poglavij in sem potem se spet lotil raziskovanja, mislim, da vse do poletja sem bral znova, raziskoval. Malo je sicer tukaj tudi problem, ker sem jaz pač človek, ki se ničesar ne loti na pol in potem moram vsako stvar premisliti. Recimo porabo sem ogromno, to boš ti znal ceniti, ogromno časa sem porabil za to, da sem ugotovil, ali so v tistem času že vedeli, kaj je to CPR, se pravi oživljanje. A so to vedeli, a je to nekaj, kar je bilo splošno znano. In potem sem našel nekaj člankov na spletu, kjer so pojasnjevali, da v Britaniji, v Evropi še niti ne, odvisno od kako se je širilo, znali so to mogoče vojaki ali pa nekdo. Skratka, še zdaj ne vem čisto dobro, ampak prebral sem kar nekaj, sem si pač časa za to vzel. Tako da ogromno mi časa vzame, predvsem tukaj raziskave, potem pa si jaz naredim vedno značajske mape, to pomeni, da jaz imam na računalniku recimo, imam mapo značaj, oziroma osebe, mislim, da sem si dal, in potem imam Word dokumente za Andreja Smoleta, ker imam na začetku napisan tak je. Imel sem še tudi kakšne dost bolj, ki sem jih pol stvari, ki sem jih pol nastavil, recimo ponavadi imam 2 ali pa 3 besede si napišem, ki jih on pogosto uporablja v svojem govoru, dialogu. Zato, ker tudi če bi ti ne bi jaz napisal, to je rekel Andrej Smole, bi ti lahko potem recimo na nek način prepoznal to. To sem malo sicer umilo. Ne govorijo li vsi isto. Ne? Tako, malo sem to umilo, potem seveda njihove portrete sem si not nametal, da vsake toliko časa, ko sem ga opisoval, ali pa preden sem se vživel, sem si spet pogledal, Smole je izgledal tako, Prešeren moj izgleda tako. Kakšne take si naredim, pa tukaj je bilo recimo pomembno tudi mesto. Ne? Jaz sem si potegnil z Daliba ogromno slik, krajin iz tistega časa, platen, Dalib, ta knjižnica, skratka digitalna knjižnica mi je ogromno pomagala, da sem si lahko predstavljal Ljubljano in vsake toliko časa sem si odprl to in pogledal, Trnovo je bilo takrat tako pa tako, zelo še njive, ničesar okrog, da se Ljubljana že pravzaprav nehala. Ne? In to jaz rabim, da se nekako živim, jaz rabim začutiti kraj in čas, da potem like samo postavim v dogajanje in potem se odzivajo ti liki. Jaz si ne zamislim veliko vnaprej, kaj bo kdo rekel, pa kaj bo kdo naredil. Jaz si zamislim dogodek in potem rečem, Smole je tak pa tak, on bi to pa to naredil in bi se tako odzval. In to mi je potem važno. In jaz si na začetku tudi zelo natančno naredim, prvo poglavje je to pa to, namignil bom na tega pa tega, da je on kriv, skril bom to pa to, in potem drugo poglavje, zgodilo se bo to pa to, on bo včasih si tudi zapišem, rekel bo to pa to. In skratka imam zelo natančno in pol, ko se lotim, da napišem, je to že res, samo še lotit se moram in natipkati. Tako se nekako jaz tudi samega sebe pripričam, ker včasih mi je tipkanje v bistvu najbolj brezvezna stvar, ker jaz sem že vse razmislil, že vem vse, kaj bo, zdaj treba to sem vreči še nekako na papir. Včasih je dejansko ta pisanje, kakor se ga jaz zelo veselim, ampak če imaš neko dobro idejo in je ta ideja te veseli, pa se spomniš, koliko je še korakov, da boš ti elegantno pripeljal bralca do ideje, da vnoter zanimive like, zanimive pogovore, si pa kar malo kdaj zreš v ta prazen ekran, pa si pismo. Jaz imam zdaj za eno od teh novel, ki bo v jesenski zbirki, eno grozljivko, imam idejo, ki se mi zdi fantastična in tudi malo iz moje medicinske izobrazbe izhaja, ampak mi je težko to pisati. Težko mi je to pisati, ker me skrbi, da ne bom ta suspenz ujel, po drugi strani, ker gre za neki otroci so tudi vključeni v to zgodbo in jaz imam otroke in zdaj kako, mislim, ampak se mi zdi, da včasih, če bereš ali če pišeš nekaj, kar ti je neprijetno, od tega lahko veliko odneseš. To sem jaz dobil občutek. Knjige, ki sem jih daj se jaz mogel prisiliti, da sem jih končal,
so mi na koncu dali neke ideje ali pa neke pomisleke, pa tudi če mi knjiga niti ni bila zelo všeč, ki so mi pomagali ali kot bralcu ali pa kot avtorju. Jaz vedno sem trdil, da se v resnici več naučiš iz slabih knjig kot iz dobrih. Jaz, neka moja ideja, oziroma to ni samo moja ideja, ampak neka recimo, jaz mislim, da dobra knjiga ti vedno malo prebije tvoj horizont pričakovanja. Včasih ti je težko pokazati, to je dobro. Ker je vse, pri dobri knjigi je vse dobro, liki so dobri, jezik je dobro, vse je dobro. Znaš pa zelo hitro včasih pokazati, to pa ni bilo v redu. To pa psihološko ni prepričljivo. Tukaj me je pa zgubila knjiga, ker je toliko za lase privlečen na razplet. Vsi vemo, recimo, jaz mislim, da ne rabiš biti naratolog, da veš, da sta zadnji 2 sezoni Game of Thrones za nič. Jaz mislim, da je to opazilo veliko število nekih gledalcev, pa niso nikoli študirali, recimo, kako zgodba je strukturirana in tako naprej, kot jaz to počnem v svojem življenju. Ne? A pa so vseeno opazili, da ti ne moreš, to je zakon Čehove pištole, ne? Ti ne moreš pištole pokazati, ne da bi se v prvem dejanju, ne da bi se v tretjem dejanju sprožila. Ne, pri Game of Thrones so komod Arjo poslali nekam, da je nekaj natrenirala, kar nikoli ni prišlo do izraza in tako naprej. Tako da mislim, da jaz mislim, da se dosti naučiš tudi iz slabih knjig. In jaz sem v življenju, to pa lahko verjameš, prebral ogromno nekih slabih knjig, ne samo rokopisov kot urednik, ampak recimo ne nazadnje sem bil 2 leti ali 3 leta, mogoče celo v komisiji za Kresnika. Jaz sem se zelo trudil prebrati čim več romanov in nekateri teh si po 3 straneh vedel, da je bo za nič, ampak jaz sem takrat imel ta OCD, da sem mogel prebrati do konca. In včasih to je bilo celo tako daleč pripeljalo, da ko sem bil pri zdravniku enkrat in sem začel neko knjigo brati tamle v ordinaciji, sem jo potem moral iti v knjižnico poiskati in jo prebrati do konca. Tako da, hvala Bogu, zdaj več tega nimam. Zdaj te potrebe nimam in zelo lahko hitro odložim knjigo. Čeprav, tako kot si ti rekel, jaz se tudi prisilim včasih, da kaj preberem, ker se mi zdi, da se bom iz tega nekaj naučil. Pa zdi se mi, da če bom dobro vedel, kaj je narobe s to knjigo, se bom lahko nekaj naučil. Kar se žanra tiče, sem si jaz izpisal eno stvar iz prevoda eseja od Scott Bakerja, ki je bilo v literaturi, in s tem bi mogoče zaključil to najno pogovor o tem, da je žanr seveda lahko tudi dober. On je napisal tako: treba se je otresti vseh starih in po večini neutemeljenih predsodkov do žanrske fikcije. Žanr se zgolj zdi nasproten literaturi, ker so ga literati spremenili v kontrast, da bi si laskali, ga opustili ter za sabo pustili retorično meglo samohvale. Se mi zdi lepa misel. Zelo dobro je napisano. Jaz definitivno se ne počutim nič manj pisatelja ali pa nič. Nisem se prej nič bolj, ko sem napisal družbeni roman, kot se zdaj, ko sem napisal kriminalko. Jaz mislim, še posebej mislim, da je žanr marsikdaj ena taka zahrbna baraba mal in ti lahko marsikatero idejo, ki ti bojo nekdo vbijal v glavo skozi družbeni roman z, ne vem, 6 liki, ki ti bojo to, včasih ti tudi eksplicitno povejo, ker pač ne zaupajo bralcu, da je dovolj pameten, da bo to sam ugotovil. Žanr pa ti da marsikaj. Jaz moram reči, da recimo marsikaj svoje, mene je zelo oblikovalo kot človeka, recimo branje Karla Maja in njegovih Indijanaric, ki so seveda niso napisane izjemno, to je večino zelo se dogaja akcija, zelo je vizualno in tako naprej, ampak recimo jaz sem se od takrat naučil, da spoštovanje do manjšin, naučil sem se spoštovanje do drugačnosti, naučil sem se marsičesa, kar me oblikuje kot človeka in kako danes delujem iz tega žanra. In nazadnje ljudje, kulturne študije pravijo, da recimo je ogromno za LGBTQ pravice naredila nadaljevanka Will and Grace, ker si ti imel geje kot normalne ljudi, ki pač hodijo okrog in delajo svoje stvari in da so te kulturne vsebine zelo pomembne za to, da nam približajo nek svet, nekoga, ki je mogoče malo drugačen od nas. No? Tako da, absolutno, dajmo ne govoriti poniževalno žanru, žanr je lahko pač dobra literatura in tudi jaz pri svoji knjigi nisem hotel podcenjevati bralca. Jaz sem marsikašna šala bo šla tudi mimo kakšnega bralca, zato ker je napisana tako, da moraš poznati zgodovino nekega kraja, nekega moča, nekega človeka, ampak s tem ni nič narobe. Ne? Jaz mislim, to ni neka ključna informacija, da ne boš razumel razpleta. Potem, tako. Jaz mislim, da na neki ravni pa sem predvsem želel, tako kot si ti rekel, jaz sem hotel, da bralec bere to knjigo in da želi končati in da želi gotoviti, kdo je morilec in da ga preseneti. In to je smisel take knjige, ampak ob tem boste marsikaj izvedeli o slovenskem nacionalnem gibanju, o Prešernu. Dobro, zdaj sicer
dajte kaj prebrati o Prešernu, pa si najdite razlike med resnico in mojo fikcijo, ne? Ker tu me kdaj bralci sprašujejo, pač, kaj si pa zmislil, in jaz rečem, vse, na koncu fazi sem si zmislil vse. Ampak ja, vse pa temelji na resnici. Ampak se mi zdi, da si naredil uslugo učiteljem in učiteljicam. Jaz mislim, da za mlade v gimnaziji, ki se jih začne cel semester, kako dolgo se tega Prešerna jemlje, je nekaj najboljše, kar lahko zdaj rečeš, je vzem to knjigo tvojo in si zraven preberi. Ne mi je potem, ko te sprašujem za oceno, povedati. Ja, treba je paziti, da ne bojo odgovarjali. Ja, Prešeren in Julija in to pa to pa je treba. Kdo je umoril, pa kdo ni. Ja. Ne mi tega govoriti, ampak da te vrže v svet teh ljudi, da spoznaš mal karakter, je Ljubljano čist, na drug način boš to gledal. In recimo, kot si rekel, mene je celo tako vplivalo, da sem nekje na polovici, sem zaprl tvojo knjigo in sem šel brati Krst pri Savici, imam Prešerna na polici, ker sem rekel, pismo, ne spomnim se, kaj pa je, ker imaš noter to, da se igra z različnimi konci, sem si rekel, jaz se ne spomnim več, kater konc je potem bil. In sem z veseljem prebral Krst pri Savici in dojel to in potem šel brati nazaj knjigo, tako da je neka popularizacija Prešerna, ki ni slaba in se mi zdi to res super. Tako vem, kaj bom svojih hčerki rekel, ko bo rekla, učimo se Prešerna, pa neki, pa kako je bil on zaljubljen, pa dosa, da bom rekel, preberi to knjigo, še tako, kako je bil frajer. Zdaj ti bom pa dal tako provokacijo. Tako da nadihaj se. Ja, torej, Aljoša, ne? Veliko si študiral za to knjigo, veliko si razmislil, veliko si nekako si delal skic, si raziskoval. Koliko ti je pri tem pomagala umetna inteligenca? Ne boš verjel prav nič. Ampak povej, ja. Čisto nič. Ne, se veš, mislim, moje stališče o umetni inteligenci je kar negativno. Jaz, pa ne gre, da se tukaj razumem, ne gre, mene v resnici ne skrbi toliko to, da mi bo umetna inteligenca ukradla službo. Čeprav seveda, kot urednik, recimo lahko rečem, da nekatere založbe v tujini, kolikor vem, že urednikujejo tudi knjige s pomočjo umetne inteligence, ne nazadnje lektorji, oblikovalci. Zelo veliko knjig danes, ki jih kupite v knjigarnah, globalnih angleških knjig, so naslovnice narejene s pomočjo umetne inteligence. Ja, sploh tudi se mi zdi, kakšne te samo, ki imaš ta Kindle publishing, ker lahko že kar vsak sam naredi, pa pač vrže. To prav gotovo je. Jaz tukaj mislim, ker seveda je investicija, da ti drugače plačaš nekomu, da ti naredi naslovko. Jaz nimam toliko problemov s tem, ko jih imam seveda s tem, da ne vem, stoletja so nas napadali z tem, kako kršimo avtorske pravice, prej si omenil recimo piratiziranje filmov, bog ne daj, da bi to je pri nas sicer je to še vedno kar nacionalni šport, ampak nekje v tujini je to prepovedano, ti lahko zasežejo računalnik, lahko greš v zapor. Ne nazadnje, ne vem, nekatera zdravila, ki so jih farmacevtska podjetja izdelala, so pod patenti in ti nisi smel, ne vem, v Afriki narediti istega zdravila s to mešanico, pa bi lahko tam rešil nešteto življenj, ampak si pač moral kupiti zdravilo in tako naprej. Zdaj pa nenadoma avtorske pravice ne velja več nič. Zdaj pa pride umetna inteligenca in se uči na naših tekstih, na naših slikah in ti zdaj lahko rečeš, ne vem, zdaj mogoče še ne, ampak recimo, ko bo umetna inteligenca zajela tvojo knjigo, ko jo bo prebrala, boš ti lahko rekel, zdaj mi pa napiši anekdoto v stilu Davida Zupančiča. Ja, in zelo pretresljivo nekako se potrudi ujeti moj slog. In jaz ne rečem, ne rečem, da to kot nek eksperiment ni, ampak problem je ta, da seveda tebi nihče plačal tega, David, da si ti, da je tebi umetna inteligenca se na tebi naučila nekaj stvar. Zdaj seveda se to sicer dogaja že večino našega človeštva. Ti moraš vedeti, da recimo tudi prvi roboti, ki so jih naredili, industrijski roboti, so se seveda učili na delavcih. Delavci so izpopolnili, kako morajo neko stvar prijeti, obrniti in tako, da jo bo predal naslednjem, on je znal to in ti si to delal rok, kar je tudi v resnici tehnologija, v nekem osnovnem pomenu je vsako delo z rokami tehnologija, so kradli že prej. Ampak tukaj gre za res neznansko kršenje avtorskih pravic, predvsem pa seveda, jaz mislim, da v trenutno družbeni klimi, v kateri živimo, kjer se lahko sporečemo zaradi sendviča ali pa ne vem kaj in tako že imamo levi, liberalni in desni pogled na sendvič in novinarji vprašajo, kaj si politik misli o tem in se pričkamo in se pošiljamo nekam. Jaz mislim, da ta trenutek ideja, da ti lahko narediš video komerkoli, da dela karkoli, to ni okej.
Kako nam bo to pomagalo, kaj nam bo to kakorkoli dodalo k temu našemu družbenemu trenutku. Ne? Predvsem pa me skrbi me pri ljudeh to, da nekako smo zamešali cilj z potjo. Saj vem, da vsi nas učijo, da važno je potni cilj, ampak nekateri, zadnjič sem gledal nek video, kjer je nekdo razlagal, ja, ampak da se ti naučiš kitaro, to zahteva mesece in dela, da se ti naučiš igrati, potem si moraš smisliti komad, najti bobnarja, basista, ne vem kaj, zdaj pa pač to vržeš ti noter in ti on naredi. Ja, ampak še vedno tudi on naredi, to nisi ti naredil, ti nimaš nič od tega. Koliko pa imaš ti od učenja kitare, koliko se ti uči potrpežljivosti, koliko si ti boljši človek poleg zaradi tega. Kako boš ti osvojil punco s tem, da brenkaš po kitari? Ja, meni ne boš osvojil tako, da boš umetni inteligenci naročil, da ti bo napisala komat o njej. Malo so mi te stvari tako, mene ne skrbi, se pravim, toliko duša in seveda, nočem biti naiven, lahko da bo to uničilo ekonomijo, ne? Lahko da res bo veliko ljudi ostalo brez služb zaradi tega. Ampak jaz mislim, da najprej je tukaj problem kršenja avtorskih pravic, potem je problem pa ne nazadnje tudi to, da ista umetna inteligenca, ki ChatGPT napaja, ista umetna inteligenca, ki vodi izstrelke za to, da zadanejo tarčo v vojnah. In ne vem, jaz imam tu velike etične pomisleke, da ne omenjava seveda tega, da zdaj le ogromno teh, zahteva to ogromno energije in vode, tako da še dodatno uničujemo. Celo odstopili smo od nekaterih zavez proti uničevanju okolja, samo zaradi tega, da lahko poganjamo umetno inteligenco. Ne? In tukaj spet, da ne omenim, potrošniki bojo pa v kakšnih nekaj letih, zdaj le, ker poslušam podcast Anžeta Tomiča, bomo ga zdaj tulega omenil, čez kakšno leto, dve bomo prvič opazili, kako umetna inteligenca vpliva na to, ker se bojo naši telefoni, računalniki, avtomobili, vse se bo podražilo. Ker preprosto taka potreba po nekih teh čipih je strani teh firm, ki delajo umetno inteligenco. Hkrati pa zdaj že vidijo, da ljudje ne maramo, marsikdo tako kot jaz zavrača umetno inteligenco in nam jim bojo osilili, dali nam po goltancu, nam bojo dobesedno. Jaz sem se zdaj recimo odpovedal na Gmailu umetni inteligenci, sem izklopil vse, da mi ne more brati mailov, da ne rabi se učiti, kako mi bo pisala maile namesto mene. In Gmail me je kaznoval tako, da mi je vse predale, ker si ti imel promocija, glavno, ne vem, kaj mi je zdaj združil v enega, tako da neprestano dobivam obvestila na telefonu, da sem dobil mail. In kako se seveda borim proti temu, naročil sem se od vseh stvari, kjer sem bil prenaročen, se zdaj samo odjavljam. Zaradi tega, ker preprosto tega je res preveč. Ampak ja, tako nas bojo začeli, jaz mislim, da kaznovati, če ne bomo uporabljali umetne inteligence. In ne nazadnje, Microsoft me zdaj hoče kaznovati, ker imam prešvoh računalnik, ki ne more poganjati Windows 11, ki je že seveda vgrajena umetna inteligenca. Jaz tega nočem, ne rabim, jaz pišem še vedno sam, želim pisati sam, ne potrebujem. Zdaj pa, do neke mere pa mi vedno smo že uporabljali umetno inteligenco. Se veš, prevajalci imajo posebne programe, ki jim pomagajo prevajati. Ne nazadnje, vsakeč, ko boš ti, David, ko boš zdaj, ko pišeš to svojo knjigo, ko boš šel v Word, pa boš, s to besedo pa nisem zadovoljen, da je Word mi pomaga za sopomenko, to je neke vrste umetna inteligenca. In že dolgo mi si pomagamo s temi rečmi. Samo to mora biti neko orodje, jaz mislim, da ne more pa to nadomestiti celega procesa, niti našega razmisleka, niti naše ideje, niti celega procesa dela. In to mene malo kar precej skrbi, no, posebej tako, kot sem rekel, ker smo res v družbenem momentu, ko še najmanj, kaj smo rabili ta trenutek je, da že, ko greš na internet, ne ločiš več, kaj je pravi video. Sploh te posnetki in fejkanje glasu in tega, to je, mislim, da bo predvsem se mogla v skladu s to razvojem umetno inteligence razviti nek zelo močen cyber police, se pravi neka odsek policije in varnostne službe, ki bo znala preiskovati po spletu, iskati te serverje, iskati ljudi, ki to zlorabljajo, ker vsi veš, ogromno ljudi služi na račun tega, da seveda. Tudi marsikera knjiga najbrž je napisana s pomočjo... Ja, seveda, Amazon itak so ga zelo hitro dobili, ne, ker hitro se je neka stvar zgodila, kaj jaz vem, kaj je že drugi dan Amazon imel 4 knjige na to temo, ne, in je bilo pa vsem jasno, da jih ni napisal človek čez noč, ne, ampak da jih je umetna inteligenca. Zdaj drugo vprašanje pa, jaz se bojim, da na koncu bo to stalo pri potrošnikih, to, kar sem zdaj, jaz omenil, kako se jaz skušam znebiti umetne inteligence in da se bojo potrošniki mogli
najprej bomo mogli uvesti varovalke, da bo, ne vem, založba jasno povedala, ta knjiga je bila napisana, ilustrirana, ne vem kaj, s pomočjo ali pa samo z umetno inteligenco, in potem jaz se bojim, da mogo potrošnik odločiti. A bo kupil knjigo, v kateri ni delovalo človeško bitje, ni človeške izkušnje, ali ne. Jaz seveda kot nekega radovednega človeka me pa zanima, kaj bo pisala umetna inteligenca, predvsem pa me zanima, ampak seveda zdaj govorimo, to ni umetna inteligenca, ne, to so veliki jezikovni modeli, ker mene bi zanimalo, če bi umetna inteligenca se res zavedala same sebe, kakšne knjige, kakšne literaturo bi pisala, ker jaz sem prepričan, zavedala, to bi bilo zanimivo. Ker jaz sem prepričan, da ne bi pisala o ljudeh in da ne bi ponavljala, ne bi pisala tako kot David Zupančič, ali kot Aljoša Harlamov, ali pa da bi ChatGPT pisal to, kar on misli. To bi me pa recimo čisto zanimalo. Ne? Tako da tukaj, jaz imam bolj te neke zelo močne etične, okoljske pomisleke o umetni inteligenci, predvsem pa se spet bojim, ne nazadnje, zdaj že vsi napoveduje, da bo to naslednja ekonomska kriza, ne? Ker zdaj mi mečemo ogromno denarja v umetno inteligenco, hkrati pa ni prav nobeni ekonomski kazalec ne potrjuje tega, kako zelo dobro došlo za podjetje. Razen, da so se nekateri najprej znebili, recimo prevajalcev, potem ugotovili, da če oni dajo tekst, ki ga umetna inteligenca prevede, morajo vseeno dati nekomu preveriti, in če to dajo inženirju, je ta inženir dražji od tega, kot da bi že v začetku plačali prevajalce. Tako da nekatere stvari se celo vračajo nazaj. Predvsem pa jaz nimam nič proti, da bi umetna inteligenca ali pa nek stroj delali namesto nas neke težke, repetitivne, dolgočasne, monotona dela, da bi nam ostajalo več časa za neke druge stvari. Veš, če bo umetna inteligenca znala, ne vem, meni naravnati kost v nogi zlomljeno in mi, ne vem, gips dati gor, jaz mislim, da je čisto v redu, da to nekdo, da se zdravnik recimo raje ukvarja z nekimi težjimi boleznimi, tam, kjer bolnik rabi tudi neko mogoče zagotovitev, pomiritev, empatijo, ki jo jaz mogoče zlomljeno nogo res ne rabim, ampak rabim samo, da mi čim prej nekdo to poravna. Kakšne take stvari pa jaz nimam nič proti. Jaz bi rad, da je umetna inteligenca neko našo pomoč, neka naše orodje, hkrati pa v končni fazi bi na ta način ti razbremenil recimo zdravniško osebe, medicinsko osebe, ne nazadnje tudi prevajalce, če bi do neke mere umetna inteligenca lahko pomagala, samo to bi seveda mogli pomeniti, da so plačani še vedno isto, kljub temu, da naredijo več. Ampak mi vemo, da kapitalistična realnost je pa ravno drugačna. Ne? Zdaj bojo tebe zahtevali več za isto ali pa še manjše plačilo, ker ti bo rekli, pa sej, umetna inteligenca je prevedla, ti si samo preveril. Ampak ne, jaz mislim, da tukaj, in na nek način bi lahko mi šli v utopijo z umetno inteligenco, ampak vse, kar kaže, kamor se zdaj razvijamo, gremo prej v obratno. Ne? Ti ljudje bojo uničili ekonomijo, zato da se bojo lahko izselili na Mars in nas pustili tukaj v zemlji, ki bo gorela, poplavljala in ne vem kaj. Mogoče je to ideja za naslednji roman. Mogoče, čeprav mislim, da je večina takih romanov že bila napisana in da zdaj živimo kar v enih kup distopijah naenkrat. No? Ja, ena zelo dobra misel je bila napisala ena avtorica, da ona si želi obratno. Ne? Ona ne želi, da ji računalnik piše knjigo, da lahko ona ima več časa za pomivanje posode in kuhanje. Ona želi, da ji računalnik skuha in pomije posodo, da ima več časa za pisanje. Kaj bi bilo meni to dobro? Ne? Če bi mi naredili meal prep, 3 obroke za 3 dni, jaz veliko jem, važno mi je, da dobro jem, ampak res ne uživam v kuhanju, res karkoli drugega bi delal. In pa tam zvečer na hiter, pa tako ne daje mi veselja, da bi bila nek stroj, ki bi to naredil zame, evo, to sem pa takoj za. Kakšne take stvari, jaz tudi gotovo. Čeprav jaz recimo rad kuham, tukaj jaz nimam težav, če lahko imam musko zraven, pa če imam čas kuhati, potem zelo rad kuham in mi to ni problem, ker se na nek način tudi odklopim. Jaz večino časa preživim za računalnikom, preživim za tipkovnico in potem mi take stvari pomagajo malo, da se odklopim. Spremeniš okolje. Ponavadi vprašam gosta za kakšen knjižni predlog, pa tebe sploh ne upam. Ampak recimo, vseeno, če poveš par knjig, ki ti padejo na pamet, da si jih pred kratkim bral, pa so ti ostale v spominu, mogoče lahko tudi par filmov, 350 filmov si pogledal lani. A je bil kakšen dober od njih? Zagotovo je bil. Zelo veliko je bilo dobrih. Zdaj, od knjig, bom že omenil to, kar sem že, Tomaž Kotnik, Mor, njegov Aljoša Hacman, Dno, 2 grozljivki, ker se mi zdi zelo, da sta taki izredno zanimivi. Sicer pa jaz sem lani, mislim, da
izredno živel v knjigi Živalsko kraljestvo Mance Gorenko, pa Natašo Kamberger izredno rad berem, zdaj se ne spomnim naslova njenega zadnjega romana, ampak recimo da to. Od filmov pa bom predlagal 2 grozljivke, no? ker zadnje leta se specializiram za grozljivko, tudi lani je večina filmov, ki sem jih pogledal, je bila grozljivka. Mislim, da imam prvih 50 lanskih grozljivk na Rotten Tomatoes, sem vse pogledal, pa hkrati gledam zdaj zgodovino grozljivke, tako da bi predlagal nekaj, kar bo zelo zanimivo, zaradi tega, ker sta obe nominirani za Oscarje. Sinners, se pravi Grešniki, jaz mislim, da je izredna. Film, ja. Jaz sem gledal serijo to. Aha, ja, ampak tukaj je zdaj film, ki je postavljen neko tako gangstersko preteklo, se pravi 50 ali kaj so to v Združenih državah Amerike, zdaj noter so vampirji, ampak jaz mislim, da niso tako grozni. Jaz mislim, da ta film še najmanj deluje kot grozljivka, deluje pa kot odlična analiza nekega stanja v Združenih državah Amerike, pregleda rasizma v Združenih državah Amerike, apropriacije in tako naprej. Tako da to se mi zdi zelo fin film. Zdaj, drugi je pa Weapons, Ura izginotja, mislim, da je bil v slovenščini naslov. Tukaj pa je mogoče, vse do konca ni tako zelo grozljivka, čeprav je nekaj vmes je teh strahoskokov, ampak na koncu je nekaj zelo krvavega in graužastega, tako da ja, mogoče ne gleda to ravno z otroki, ampak je spet ena taka metafora o nasilju v šolah, o izgubi in tako naprej. In jaz sem zelo vesel, ker danes sva imela cel pogovor o tem, da je žanr tudi v filmu končno začel dobivati in Sinners je zdaj v zgodovini ameriškega filma, film z največ nominacijami za Oscarja. Wow. In to se mi zdi super. Ne bom rekel, da si je vse zaslužil nominacije, kakšne so tudi preveč, jaz mislim, da so zdaj, ampak popravljajo. Mislim, da je tudi Hollywood ugotovil, da je žanr v sponu. No, ampak če greva na Gospodar prstanov, recimo, ampak, tukaj 11 Oscarjev ampak dobil. zelo pogosto so žanrski filmi bili spregledani, posebej pa grozljivke. Ja, to pa. Od grozljivke je samo, ko jagenčki obmoknejo, ki je nekaj med srhljivko in grozljivko, mislim, da je samo ta dobila Oscarja v zgodovini filma. Ampak mogoče so malo tudi krivi ustvarjalci. Jaz jih nisem toliko pogledal, kot ti niti slučajno, ampak sem pa pogledal veliko grozljivk, v katerih sem užival, ampak je bilo jasno, da si je dal režiser in ustvarjalec tega filma zelo nizke cilje. Se pravi, more nekaj skočiti, neka kri, na koncu morajo zmagati. Ni bilo zdaj, da bi on razvil lik, pa da bi tam neko hudo cinematografijo se šel. Ker se veš, v knjigi je drugače, mi zdi. Da je knjiga grozljiva, pa da ti stopnjuje napetost, je veliko več dela, kot ko gledaš ti in pol nekaj skoči, na oder, čez cel ekran in te prestraši in se rečeš, dobra grozljivka, tam je pa res, na ta način. To je res, ampak v zadnja leta jaz mislim, da dobivamo kar nekaj zelo dobrih grozljivk, ki imajo predvsem ta neko metaforično vrednost, da govorijo o današnjem času. Jaz mislim, da je to že lani smo imeli kar nekaj takih primerov, ampak letos pa še posebej. In ja, tako da jaz to zelo, zelo priporočam. Sta tudi, tako kot sem rekel, res zadnje leta res trudim se pogledati večino, tako kot sem rekel, večino najboljših grozljivk tistega leta, zelo sledim in bom rekel, tako da iz leta v leto dobivamo res kakovostne grozljivke zadnja leta in jaz sem tega res zelo vesel, ker tako kot sem že imel, jaz obožujem ta žanr, nekoč si želim tudi sam napisati v tem žanru, predvsem se veselim seveda tvoje in knjige tvojega očeta, ker se mi zdi, da je fin trenutek, ko lahko tudi recimo kratke zgodbe mogoče malo pozdignemo, ker večina publike tudi kratkih zgodb recimo ne rada bere, ker se mi zdi pa sploh smešno, ko si reče, da nimam časa za te debele špehe. Veš, zakaj tudi se mi zdi, jaz sem zdaj v pripravi na pisanje to, ki so sicer novele, nekaj kratkih zgodb, mešanica, ampak sem prebral tudi veliko zbirk in se mi zdi, da vseeno veliko kratkih zgodb, sploh v našem okolju, je takih, ki niso toliko oprijemljive in realne kot nek roman, ampak je bolj neka ideja v zadnji. Se pravi, kratka zgodba ti ne predstavlja natanko lika, kam je šel, kaj je videl, kaj je delal, ampak ti generalna ideja recimo o nekem prihodnosti, o nekem zapletu, se pravi neka spet družbena, bolj tematika. Ko pa ti bereš kratke zgodbe nekih tujih avtorjev, recimo jaz sem oboževalec kratke zgodb od Stephena Kinga, ko je neka realna situacija, ki se ti zgodi, greš na pošto, nekaj vidiš, pride, te štihne. Se pravi,
Mogoče niso kratke zgodbe bile do zdaj toliko dostopne spet enemu poprečnemu bralcu, pa ni to tak izraz, ampak enemu bralcu, ki si želi zdaj nek odklop in neko akcijo. Ja. In tukaj bo vas z Matjažem zagotovo postregla nekaj tazga in se mi zdi, da kratke zgodbe, ko jih odkriješ pisca, ki ti je všeč, kjer ni samo neka filozofija, družba, to potem kar naenkrat lahko padeš blazno notne. Ja, seveda. Stephen King je tukaj absoluten primer, ker ima preko 200 kratkih zgodb. In večinoma so mi boljši od romanov. Marsikdo trdi, da ima Stephen King boljše kratke zgodbe kot pa romane. Ampak ja, seveda, spet tukaj govoriva o razliki med žanrom in ne žanrom. Ne? Jaz mislim, da žanrska kratka zgodba vseeno lahko bralce bolj, tako kot si rekel, bolj jih potopil nek svet, lažje si nekaj predstavljati, predvsem so bolj konkretne. Tako da upam, da se bo tudi tukaj znotraj tega premaklo, ker ja, definitivno manjka tudi žanrskih kratkih zgodb. Ne nazadnje, mislim, da smo lani šele v Mladinski knjigi dobili od Jo Nezba njegove kratke zgodbe Kriminalke, ker mi smo vajeni vse, da je roman. Nismo pa vajeni toliko žanrskih kratkih zgodb. Tako da tudi tukaj, to so vse izjemne priložnosti, da bralcem damo nekaj novega. Jaz mislim, da v končni fazi mora biti razvit nek literarni sistem, bralcem ponujati ves čas tudi neke nove stvari, ne nazadnje, vedno neki novi žanri nastajajo. Romantasy je žanr zadnjih, 5, 6, 7 let. Se je razplamtel. Tako, pa je zdaj nenadoma najbolj popularen po celi svetu. Ne? To je res zanimivo. Je pa zelo velik prispevek k temu tudi vaš podcast Obod in se mi zdi, če kdo to posluša, pa je zdaj malo overwhelmed, lepa angleška beseda, z vsemi predlogi in tem lahko, vi imate koliko epizod zdaj, že 250? Ja, 245 smo danes posneli. Ja. Nazadnje, ko sem pomežiknil, je bila vaša 200 v živo in 245, tam je res najdeš marsikaj od idej do tega, če ne veš, kaj bi gledal. Ali pa če pogledaš, meni se kdaj zgodi, sploh pri žanru, dobra knjiga, dober film, te tako prime, da bi pol še malo se pogovarjal o tem, malo bi bral o tem. Se mi zdi, da tako da vabljeni, da Obod počekirate, sploh pa preberite knjigo Aljošino, Doktor in povodni mož, da vam malo olajšava, bo Aljoša zdaj povedal, kdo je morilec. To bi bilo pa zelo grozno. Tega pa bralcem nočem in ne želim narediti. Ne boš pa verjel, da dostkrat novinarji, recimo nedolgo tega sem imel eno vprašanje, ki je bilo sicer bilo vprašanje, kdo je morilec ali pa ne vem, da bi povedal, ampak je bilo tako nekako zastavljeno, da je bilo jasno, da namiguje, da je ta lik neki. Jaz sem bil tako, ampak jaz ne bi tega vprašanja, ali lahko to lepo prosim črtava. In tukaj je pa ena stvar, ki pa jaz mislim, da je to pri žanru absolutno prepovedano. Tega pa ne smeš. Jaz mislim, da pa kvariti nekomu užitka pa res ne smeš. To je, mislim, ne vem, se mi zdi, da ne vem, odkje pride ta želja. Ne vem, to je tako psihološko ne znam pojasniti. Ko greš brati eno knjigo in sam, da malo narobe prelistaš in vidiš en stavek, ki se ti zdi pismo. Zdaj pa do takrat ne bom sploh tako živo. Ampak to je ta občutek, ki ti ga da knjiga, ko te nekaj preseneti. Ne. Ko prideš do tiste neke točke v kriminalki ali pa thrillerju, ko veš, da boš končal knjigo. Če si zdaj 3 tedne bral, 3/4, boš danes zvečer končal in to točno veš, da je priješ mimo tizga. Tako da, absolutno, evo, vse te knjige, ki si jih omenil, bom pa tudi dal v opis. In to, hvala Aljoša za pogovor. Upam, da boš imel, ko boš o tem pogovoru razmišljal, imel tudi kakšno nostalgijo. To je še ena stopnica, ki je nisma. Ti si imel en super prispevek o nostalgiji tudi v literaturi, ker se mi zdi, da to je ena stvar, ki pa mogoče sodi v to psihološko sfero mojega podcasta in to je, da ljudje za nazaj gledamo čez ta rožnata očala. Vse je tako lepo, vse je krasno. Ne, pa... Ko smo bili otroci, je bilo vse krasno in enostavno. Vse to je logično. Ja. In se mi zdi, da je kdaj fajn pomisliti na lepe stvari, ki so tudi zdaj prisotne, čeprav je mogoče svet tak. Pa kdaj človek reče, veš, svet je krut. Svet je vedno bil krut. Se so ljudje zažigali, žive na grmadah. Zdaj tudi nekako najdeš neko svoje mesto v tem in neko ravnovesje pa v dobrih knjigah. Ne. In filmih.
Moram več filmov gledati, to sem se odločil. Odkar se pogovarjal. Glej, zelo lepo, ampak glej, David, ti imaš 2 otroka, jaz, da te upravičim, nimam otroka. Ampak zato imam prijatelje, ki gledajo 300 filmov in pol 2 predlagajo. Ne? Recimo Sinners sem si zdaj zapomnil in bom gledal sam verjetno, ker res ne gleda grozljivk. Komijo bom pripričal, da preberemo grozljivke, ampak bom pa si enkrat prižgal in se prav veselim. Tako da hvala in hvala vsem, ki ste poslušali. Če ste zdaj še tako v formi, da bi poslušali podcast naprej, pejte na obod, mi pa se vidimo čez en mesec. Adijo.